Izdatki naše države so se v zadnjih 2-3 letih res noro povečali. Enkrat postanemo država, ki postane tarča finančnih trgov, na to, da bo vedno tako, kot je zdaj, se ne moremo zanesti. Bo morala naslednja vlada enostavno spremeniti kurs, ne? In ta kurs je potrebno spremeniti v nasprotno smer. Ko enkrat prideš v krizo, ko enkrat se finančni trgi obrnejo proti tebi, je praviloma prepozno in takrat so potrebni rezi. Potrebno je biti pravočasno pripravljen, pravočasno imeti pod nadzorom javno finančno politiko. En lep pozdrav in dobrodošli v novem aktualnem SBC-evem podcastu. Tokrat, ker se leto počasi izteka, zdaj smo vendarle že vstopili v praznični december, ko kar veliko štejemo evre, božičnice, letne nagrade in jih potem tudi kar pridno zapravljamo za razna darila, neumnosti in potrebne stvari, bomo tudi v klubu slovenskih podjetnikov potegnili črto, ampak čez malce drugačno denarnico, čez državni proračun. Letošnji se počasi zaključuje, napovedi za 2026-2027 so tudi narejene, zdaj pa smo pred ključnim vprašanjem, kakšne so te napovedi, nekaj so seveda številke, kakšna so pričakovanja, pa tudi kakšna so opozorila. Nekateri opozarjajo, drugi mirijo. Pa smo spet pri interpretaciji številk. Z mano sta dva, ki se na številke dobro spoznata, Davorin Kračun, lep pozdrav. Pozdravljeni. Predsednik fiskalnega sveta, jaz vedno rečem, da ste kot nek skrbnik nad državno blagajno, ko vas slišijo samo takrat, ko je potrebno, ne, če jih kaj pohvalite, kadar pa kaj opozarjate, vas pa malce preslišijo in potolažijo, da bo še vse v redu. In pa Igor Masten, ekonomist, lep pozdrav. Pozdravljeni. Hvala lepa, da sta prišla. Kako sta? V redu v decembru? Odlično. Odlično. V pričakovanju, ne? Prej, ko sva klepetala na čaju, sem vas vprašal, je vse v redu, ste rekli, ja, zdaj proračun je napovedan in ravno okrog tega bi se morda malce vrtel. Če začnemo kar čisto s tistim ključnim vprašanjem. Na eni strani nam Evropa reče, poslušajte, ste res na tistem robu, ne? Po drugi strani smo videli ministra za finance v Odmevih, kjer je dejal, glejte, mi smo pod tem robom in ni treba sejati prav nobene panike. Kako vi ocenjujete zdaj te načrte za leto 2026-2027? No, jaz ne bom rekel, da je resnica nekje na sredi, ker potrebno je dobro interpretirati, kaj pomeni ministrova izjava, kaj pomeni proračun, pa kaj pomeni ocena Evropske komisije. Najprej, proračun za leti 26 in 27 je vzpostavljen tako, da že odstopa od fiskalno-strukturnega načrta, glede rasti porabe. Namreč kategorija, ki jo spremljamo v okviru fiskalnih pravil zdaj, je neto primarna poraba. In glede tega že za temi proračuni odstopamo, vendar ne dosegamo pa še marže, torej, če bodo prihodki tudi takšni, kot je napovedani, potem naj ne bi šel primanjkljaj preko 3%. Prav tako je, glede na to, da je Slovenija leto 24 končala z manjšo porabo, kot je bila ocenjena in napovedana in kot je osnova fiskalno-strukturnega načrta, zato ima nekaj, tako bi rekel, rezerve, kajti ocenjuje se kumulativna rast in zaradi nizke štartne pozicije v letu 2024 je ta kumulativna rast zaenkrat še v okvirih in tudi za leto 2026 računamo, da bo še v okvirih. Ampak trendi so pa zaskrbljujoči in to pa je tisto, na kar je potrebno opozoriti in na kar opozarja tudi Evropska komisija in na kar je Fiskalni svet opozoril že lani. Ko je Slovenija, ko se vlada precej hvalila s tem, kako dobro je bil sprejet fiskalno-strukturni načrt pri Evropski komisiji. Mi smo pa svarili, v načelu je že bil dobro sprejet, ampak ali ga boste sposobni uresničiti? Morda še samo dopolnilo tega, ne. Poslušal sem potem tudi predsednika vlade Roberta Goloba, ki je dejal, saj slišim opozorila iz Evropske komisije, ampak vendarle naš proračun je naravnan zelo
ne pozitivno, on je dejal tako, da bomo še vedno investirali, da bomo rasli, da bomo vse to, kar smo zapisali, tudi dobili nazaj v proračun. A so to zgolj neke tolažbe, pa se vendarle ne znamo ustaviti in reči, že, ampak ta poraba je zaskrbljujoča. Ne? Vse ostalo, kar mi načrtujemo, je že lepo in prav. Mislim, da je OECD ravno včeraj nam znova znižal gospodarsko napoved na 0,9, naprimer, se pravi, vse to je odvisno od prihodkov, odhodki so pa že danes znani, naprimer. Ali se moti? Ne, mislim, da se ne. Zdaj, spet ne, te projekcije in hojo po robu je potrebno dati v dodatno perspektivo. Ne. Prva je ta, ne, da projecirani prihodki, ne, tudi po projekcijah Evropske komisije, temeljijo na inflaciji, ki bo višja od povprečja. Ne. Skratka, od povprečja EU-ja, torej nek slab makroekonomska dinamika, ne, nam seveda tudi zagotavlja višje nominalne prihodke v proračunu in nam s tem pomaga ostati nominalno v teh tesnih okvirih, ki pri hoji po robu. Ampak ne, to je stvar, ki načeloma ni pozitivna. Predstavljajte si, ne, da bomo lahko, s tem, če bi imeli malo večjo cenovno stabilnost in zaradi tega nižjo inflacijo, kar je za potrošnike boljše, ne, se lahko enostavno zgodi, da samo že zaradi tega gremo čez rob. Ne. Druga stvar, ne, pri gospodarski rasti, ne, Evropska komisija je celo upoštevala bolj pozitivne projekcije, kot so naše interne, ne, pri svoji presoji. Če bi to korigirali, bi dobili slabšo sliko. Ne. Potem gospodarska rast, ne, je dosegana z fiskalno ekspanzijo, torej pač naravnanost fiskalne politike ni nevtralna. Ne. Če odmaknemo ta stimulus, ne, bomo spet imeli manjšo rast prihodkov, kot so projecirani. In ta stimulus bi moral biti umaknjen zaradi tega, ker hodimo po robu. Ne. In ne nazadnje, ne, po robu hodimo, ne zaradi tega, ker bi bila zgolj rast izdatkov, ne, ampak je tolikšna rast izdatkov, ne, kljub temu, da je za 2,5% BDP-ja na leto dodatnega davčnega bremena. Ne. Kar pomeni, da mi vzdržujemo to stanje, ne, po robu, ne, na način, ki je z vidika katerekoli fiskalne konsolidacije, ne, torej za dvigovanjem prihodkov praktično ekonomsko se je zgodovinsko pokazal kot vedno neuspešen. Ne. In zdaj okrog tega, ali je to razvojno naravnano, ali je skratka fiskalna politika taka, ki ne bi potem, seveda, kot pravite, po mnenju predsednika vlade, dvignila gospodarsko rast, močno dvomim, ne, ker je ravno, če pogledate po mnenje Evropske komisije, ne, ko izpostavi 3 faktorje, ne, kaj botruje, kaj pogojuje dvig rasti izdatkov pač države, ne, med njimi investicij ni. Ni, ampak so samo trajna pač poslabšanja primanjkljaja, ne, torej strukturno, ne, ki so v kategoriji plač javnih sektorjev, potem dodatni socialni transferi in seveda pač volilna darila. Ne. In spet, ne, če pogledamo, katero je glavno gonilo recimo ohranjanja pozitivnih stopenj rasti pri projekcijah za 2026 in 2027 od naših inštitucij, ne, med njimi investicijske dejavnosti spet ni kot glavnega motorja. Ne. Tako da težko se stavimo zelo pozitivno sliko, ne, da bi rekli, da nam ta hoja po robu nekoč, ne, torej čez 3-4 leta prinaša sadove. Ravno pri teh investicijah, ki jih bom malce obrnil, v resnici so izdatki, a ne problem. Izdatki naše države so se v zadnjih 2-3 letih res noro povečali, tukaj imamo milijardo več za plače v javnem sektorju, potem bi dodal še ta 2 nova davka, mi smo premaknili obvezno zdravstveno zavarovanje zdaj v bistvu na blagajno, ki se znova pade v ta državni del, pa morda še ta novi davek za dolgotrajno oskrbo, ne, tudi tukaj ta odstotek. Skratka, mi poberemo več denarja, ampak imamo res velike izdatke. A ste s tem podatki se pogovarjali, ne vem, s finančnim ministrstvom, a ste jih kaj soočili, pa oni vas potem nazaj, kam to pelje? Finančno ministrstvo se sooča z ocenami fiskalnega sveta. Te ocene so javne, torej mi nimamo nobenih internih pogovorov.
ali nasvetov. Naše ocene so javne in na razpolago tako finančnemu ministru, vladi, kot tudi javnosti in opoziciji. Ampak najbolj ustvarjalno jih interpretira opozicija. Torej, ampak tudi prav je tako in tako je tudi pričakovano. V glavnem ugotavljamo, da je rast izdatkov široko zasnovana in da v glavnem poganja to rast izdatkov, tako ne bom rekel samo plače v javnem sektorju, ampak celotni izdatki za delo v javnem sektorju. In to je tisto, kar se povečuje, pri čemer dosegamo že 13% v bruto domačem proizvodu in s tem smo blizu vrha držav Evropske unije. S tem pa, da najprej imamo tukaj tako imenovano plačno reformo. Ta plačna reforma je bila seveda samo enostranska, javnemu sektorju je omogočila višje plače, ni pa nikakor zagotovila prebivalstvu boljše in dostopnejše storitve javnega sektorja. No, ampak z vidika javnofinančnega načrtovanja pa je problem v tem, da so se načrtovalci ušteli in da so računali na manjše povečanje stroškov dela v javnem sektorju, kot se to sedaj dejansko dogaja. Razlika je že kar 1 odstotno točko in če pa k temu prištejemo še tisto, o čemer se zdaj dosti govori, božičnico, pa je seveda tu še nekaj zraven. In zato je to povečevanje, torej ta dinamika povečevanja stroškov dela v javnem sektorju bo trajala do leta 2028. Takšen je načrt in seveda mi ne vemo, ali bo gospodarska rast oziroma temu sledila, ali bomo lahko z gospodarskim potencialom pravzaprav servisirali vso to porabo, ki pa je že danes določena in zagotovljena. In končno tudi ne vemo, kaj bo s prihodkovno stranjo proračuna, kajti informacije so mešane. Enkrat malo več recesije, drugič malo bolj tolažilnih besed. Tako da situacija je negotova, ampak v tej negotovosti imamo že zacementirano rast določenega segmenta javne porabe, ki pa je že vnaprej določen in pomemben. Ja, moram zdaj vprašati, ne, če imamo mi, na primer, tako kot ste vi rekli, 2 leti že kar začrtano, kakšna bo poraba. Meni vedno na misel tukaj pride še ena posebna poraba, o kateri zelo malo govorimo, to je ta vojska še, ne, nismo še dodali, saj nekje je že všteta, ampak vendarle tam govorimo o enormnih odstotkih, ki bi jih morali nekoč doseči, ampak če malo po malo dodajemo, smo še tukaj, pa smo že spet na teh 3 ali pa tako. A je realno, da nova vlada, pa naj si bo ta ali nova ali drugačna, kakršnakoli že, naredi, da je poraba manjša, da se kjerkoli da kaj privarčevati, ali bomo pač šli po tem robu vse do 2027, ko se bo sprejemal nov 2-letni proračun? Prvič, seveda je realno, ne? In drugič, to se bo moralo zgoditi. No, in zdaj vprašanje, kje, ne? To je tisti hec, ko vedno rečem, če Torej- nekaj obljubimo, potem je problem, kje. Ja, glejte, nova vlada, ne, bo verjetno, torej jaz pričakujem, ne, nova vlada, ki bo, ne, se bo začela že tekom pač leta 2026 ukvarjati z rebalansom. Ne, ta rebalans naj bi pač zagotovil, da bodo dejansko pač proračuna za 2026 in 2027 dejansko ostala znotraj pač fiskalnega pravila, ne. Zdaj, kako se bo to zgodilo, ne, skratka na 2 milijardi, približno 2 milijardi že načrtovanega proračuna, je seveda potrebno dodati, da če se bodo realizirale zaveze, ki so bile dane Natu, ki zaenkrat niso načrtovane v polni meri, lahko dodamo tam še približno
ne vem, med 400 in 500 milijoni evrov na leto, ne. Skratka, pridemo na približno 2 milijardi pa pol, ne. Zdaj, to je en element, ne. Ta drugi element je, da recimo na horizontu načrtovanja naslednje vlade, to je 4 leta, recimo tja do leta 2030, ne, je potrebno upoštevati tudi, da milijardo pa pol dodatnega davčnega bremena, ne, ki sem ga prejle omenil, ne, ni vzdržen, ne. Torej, če hočemo nekaj narediti za dinamizirati našo ekonomijo, bo treba tudi seveda davčno obremenitev, predvsem na segmentu dela, začeti zniževati, ne. Tako da zelo hitro pridemo do potrebe po konsolidaciji v javnih financah, ki presega 3 milijarde evrov. Okej? In jo je treba pač to konsolidacijo razmazati na obdobje pač 4 let, ne, kje se bo to zdaj naredilo, ne. Na področju obrambe smo jo že dali stran, ne bo. Želimo, da seveda država nadaljuje pač upravlja svoje osnovne funkcije, torej sodstvo, varstvo, pač policija ne. Ne želimo investirati na področju šolstva, tako da to so 4 področja, kjer seveda bo verjetno lahko javni izdatki rastejo skladno ali nekoliko pod rastjo bruto domačega proizvoda. Vsa ostala področja, ne, so pa tista področja, kjer je seveda se bo morala narediti konsolidacija, ne. Ker če pogledate od leta 2019, ne, so deleži BDP-ja, v deležu BDP-ja na vseh teh ostalih področjih bili doseženi skokovite rasti. Enostavno skokovite rasti, tako kot je doktor Kračun pred mano omenil, ne da bi, ne, servis, ki ga nudi za to skokovito rast država, pač da bi imeli kaj bistveno več. Ravno obratno, vse se nam zdi, da je narobe, od zdravstva naprej, ne. In praktično ni bi rekel, nedotakljive zemlje tukaj, ne. In bo enostavno potrebno za postopno konsolidacijo pa prehodom na komplet drugačen način načrtovanja proračunov proračunskih uporabnikov, torej na konceptu zero budgetinga, oziroma če bo potreben cilj zniževanja okrog teh trenda zniževanja, enostavno izbirati projekte tako, da se bodo umikali tisti, ki niso nič učinkoviti, in odobravali tisti, ki bodo presojeni kot učinkoviti, ne. In če smo do leta 2019 so vse vlade jadrale, ne, na uspešnem fiskalni konsolidaciji, ki jo je naredila vlada v letih 2012 in 2013, ne, bo očitno naloga mandata naslednje vlade ta, ne, da pripravi podobne pogoje delovanja javnih financ za, ne vem, obdobje do leta 2035. Vem, da je morda tudi zame s temi številkami malce težko razumeti, da vendarle imamo najnižjo brezposelnost še vedno, ne, dobro produktivnost, višjo, oziroma v produktivnosti bi lahko kakšno rekli, ampak zagotovo pa imamo največji priliv v naš proračun. Vi se zdaj v drugem mandatu kot predsednik Fiskalnega sveta ukvarjate z vsakoletnimi napovedmi in potem presejanji teh številk. A se vam zdi letos kaj drugače, kot se vam je zdelo, ne vem, v zadnjih, mislim, da 9 let, se ne bom zmotil, ne, ko ste to pregledovali? No, drugačna je makroekonomska situacija in drugačni so izgledi. Namreč mi smo imeli na začetku, torej v prvih letih po ustanovitvi Fiskalnega sveta, smo imeli dokajšno konjunkturo in še takrat je bila Cerarjeva vlada, čeprav vlada najbrž ni izključno zaslužna za to, ampak kljub temu smo imeli rahel presežek v državnem proračunu oziroma v javni porabi. In jaz se spomnim diskusij glede proračuna za leto 2020, ko je Fiskalni svet zagovarjal, da mora biti neka rezerve, torej da je treba ohraniti proračunski presežek. In takrat so posamezni poslanci vladajoče stranke rekli, pa tu je 400 milijonov, ki jih imamo, zakaj jih ne smemo porabiti, ne? Resnica je bila potem, da je prišla korona, pa tistih 400 milijonov nikjer ni bilo, ker tisto je bilo predvidenih na osnovi nadaljevanja konjunkture in je potem prišlo do gospodarskega krčenja. Ampak
Iz koronske recesije smo se kmalu izvlekli, zato so leti med 22 pa 24 imamo zopet opravka z določenim gospodarskim vzponom. Leto 2024 je bilo dokaj uspešno, brezposelnost se je znižala, ampak kot se nam zdaj dogaja, je to, da kljub gospodarski konjunkturi, kljub polni zaposlenosti, ta primanjkljaj v proračunu oziroma javni porabi pa še kar vztraja. In to ni dobro. Torej, konjunkturo bi bilo potrebno uporabiti za to, da primanjkljaja ni in možnost primanjkljaja in zadolževanja prihraniti za takrat, ko bo res potreben, ko bo treba servisirati višjo stopnjo brezposelnosti, ko bo treba z injekcijami pomagati investicije, ki bi potem ohranjali določeno zaposlovanje in podobno. Torej, in tudi v tem smislu lahko govorimo o hoji po robu. Lahko samo pod vprašanje. Vem, da se s fiskalnim pravilom ukvarjajo vse evropske države. Kje smo, če nas primerjate morda z ostalimi članicami Evropske unije? No, zdaj je seveda vprašanje, s kom je smiselno se primerjati. Tako bi rekel, če pogledamo javni dolg, mi smo za 70% javnega dolga v bruto domačem proizvodu na boljšem, kot je povprečje Evropske unije, ki je pri 80%, vendar pa presegamo dogovor iz Maastrichta, ki naj bi bil samo 60%. Ampak zopet je vprašanje, ker tisti, ki odloča, a je naš dolg primeren ali ne, so finančni trgi, so investitorji, ki bolj ali manj zaupajo Sloveniji za svoje dolgoročne naložbe. In zdaj seveda mi vemo, da v tistih 80% evropskega povprečja spada Grčija, daje majhen prispevek, ampak je tudi javni dolg Francije, Italije, Španije, ki je pri vseh višji od 100%, in zato imamo povprečje, ki si ga pa Slovenija ne more privoščiti. Slovenija je glede svoje moči pač je tisti, ki se mora prilagajati trgom, ki mora tudi vse skozi razvijati percepcijo, da je to uspešna država, da ni nobenih težav pri servisiranju dolga in da je to država, ki brez kakršnihkoli pomislekov lahko vedno poravnava svoje finančne obveznosti. Tako kot se je zgodilo tam leta med 2010 in 2012, ko je Slovenija imela javni dolg tam približno 30%, ampak potem zaradi nekaj zaporednih visokih primanjkljajev v proračunih, čeprav javni dolg še ni narasel do 60%, je Slovenija naenkrat spadala v PIGS države, v tiste, ki so problematične in postavljena ob bok Grčije. In seveda, zahteva je potem bila ne samo tekoče javnofinančne restrikcije, tisti prosluli ZUJF, ampak tudi zelo draga sanacija bank, po nareku tujine, po nareku tistih, ki jim finančni trgi dovolj zaupajo, da so preko takšne sanacije bank lahko vrnili zaupanje v slovenske finančne trge. In še na to moramo opozoriti. Trenutno ima Slovenija dobro pozicijo, dobro bonitetno oceno, med drugim tudi zato, ker ima za približno 15% BDP-ja likvidnostnih rezerv. Če bi Slovenija, seveda to ne bi bilo smiselno, bi lahko znižala takoj svoj javni dolg pod 60%, ampak bi se odpovedala likvidnostnim rezervam. To pa seveda ni smiselno, ampak to bonitetne ocene vidijo, torej bonitetne agencije vidijo in upoštevajo. Zato je Slovenija sorazmerno visoko, ampak ne delamo si iluzij. Tudi problematična Francija ima približno takšne bonitetne ocene kot Slovenija. Na nekaj pa moramo opozoriti, da se lahko situacija v trenutku spremeni, tako kot se je leta 2012. Iz javnofinančno vzorne države naenkrat postanemo PIGS. Naenkrat postanemo država, ki postane tarča finančnih trgov, in če se spomnimo, tam leta 2012-2013 je Slovenija s težavo po 7% obrestni meri prodajala obveznice, da je lahko sfinancirala svoj proračun. Torej, na to, da bo vedno tako, kot je zdaj, se ne moremo zanesti.
morajo biti ustvarjene rezerve in mora tudi biti začrtana razvojna pot, ki upošteva tveganja, tudi zato, da se nam ne zgodi tisti preobrat na finančnih trgih, kot se nam je pred 10 letjem in pol. Dobro izhodišče ste mi dali, ravno to sem želel vprašati, ne. Te finančni trgi, bonitetne ocene, to je nekaj, na kar se ta vlada, predvsem finančni minister, ves čas zelo rad opira in tudi na LinkedInu vidim njegove objave, ko napiše: "Evo, znova smo dobili potrdilo, da delamo prav, ocena je višja," in tako naprej. A je to razumevanje, se pravi, na eni strani primanjkljaj proračuna, na drugi strani finančni trgi, ki nam zaupajo, a je to razumevanje politike, kako se odločiš, da boš to vodil? Se pravi, da rečeš, tudi če smo malo bolj na robu, bomo mi vseeno šli v to smer in ne bomo šli, kot bi morda to naredila druga vlada. Da rečeš, ne, bomo pa spustili te izdatke, pa bomo še vedno imeli te. Je to odločitev politike? Morda sprašujem tudi zato, zdaj ste postali del strokovnega sveta demokratov, nove stranke, ki se pozicionira na sredino, pa vem, da morate prav vi, ekonomist, politikom razlagati, kaj zdaj to pomeni, kakšno stališče zavzeti tudi pri tako ali pa morda pri ključnih stvarih, kot je proračun. Ja, definitivno se v tem kaže, bi rekel, svetovno-nazorski pogled vlade na vodenje javnih financ, ne. In zdaj, recimo tak je ta trenutek, ne, ga lahko enostavno ponazorim z pač dejstvi, ne, da imamo pač skoraj 3% bruto domačega proizvoda načrtovanega primanjkljaja, da imamo skoraj 2,5% dodatnega davčnega bremena, torej je pač, bi rekel, nazor, ne, vlade je, da na gospodarstvo, ne, naloži za približno 5% dodatnega fiskalnega bremena na leto, ne, kot je bilo to pred začetkom mandata ali pa v letih, ki jih je prejle doktor Kračun referenciral, ne. In seveda, ne, zdaj potem se moramo mi sami odločiti, ne, ali je tovrstno davčno breme, ne, tisto, ki bo na dolgi rok omogočilo doseganje razvojnih ciljev, ki so, ne vem, prehod na nove tehnologije, spodbujanje podjetništva, da bomo imeli v tej državi unikorne, ki bodo pač financirani z pač zasebnim kapitalom, venture kapitalom in tako naprej, ne. In sklep se hitro pač, če pogledamo, kaj se nam ta trenutek dogaja, ne, da zaposlenost v zasebnem sektorju pada, zaposlenost v javnem sektorju pač raste, ne, da seveda je to pač, bi rekel, filozofija ekonomske politike, ki pač po mojem trdnem prepričanju ne vodi v to dinamiziranje te ekonomije, ne. Zaradi tega je pač potrebno, bo morala naslednja vlada enostavno spremeniti kurs, ne, in ta kurs je potrebno spremeniti v nasprotno smer, ne, torej zniževanje davčnih bremen ob istočasni konsolidaciji javnih financ, ker, ne, če tega ne naredimo, bodo slej ko prej davčna bremena ostala podobno visoka, ne. In še ena stvar, ki jo vemo iz znanstvene ekonomske literature, ne, le fiskalne konsolidacije, izključno fiskalne konsolidacije, ne, ki temeljijo tudi na obvladovanju izdatkov, so tiste, ki so uspešne in ki omogočajo, da države z nižjim davčnim bremenom dinamično rastejo. Vse ostale fiskalne konsolidacije, kjer so pod pritiskom trgov, ki so bili omenjeni, pač poskušali konsolidirati javne finance z dvigovanjem davčnih bremen, so se te konsolidacije izkazale za neuspešne in ne vodijo v trajno vzdržnost. A bi tukaj kaj dodali? No, jaz bi rekel tako, ne, da je vodenje finančne politike bi primerjal z uravnavanjem razdalje med uranovimi palicami v jedrski elektrarni, ne. Če so palice predaleč narazen, ni verižne reakcije, tudi toplote ni in potem tudi elektrike ni. Če pa pridejo preblizu skupaj, pa vse skupaj eksplodira, ne. In podobno je, treba je vzdrževati to primerno javnofinančno politiko, ki pa seveda ni samo fiskalna politika, kajti vsaka odločitev, vsak zakon ima določene posledice na javnofinančne izdatke. In zato je potrebno, mislim, ko enkrat
prideš v krizo, ko enkrat se finančni trgi obrnejo proti tebi, je praviloma prepozno in takrat so potrebni rezi. Potrebno je biti pravočasno pripravljen, pravočasno imeti pod nadzorom javno finančno politiko, predvsem na strani izdatkov, in ne dovoliti, da javno finančni izdatki presežejo tiste sprejemljive meje. Običajno velja kriterij, da je na daljši rok rast javne porabe naj bo usklajena z rastjo gospodarskega potenciala in naj tega ne presega. Seveda, da pa bi bilo to možno, pa je treba sprejeti mnogo odločitev, kajti mi vemo, da obstaja ogromno interesov po povečanju porabe, da zato se zgodijo različne odločitve, ki vplivajo na porabo in so potem potrebni kompenzacijski ukrepi. Vedno je stalna praksa, mora biti tudi pregled učinkovitosti izdatkov in seveda ustrezno ukrepanje, v kolikor se pokažejo izdatki kot neučinkoviti ali celo nesmiselni. Mi imamo tudi na prvi pogled marsikatere subvencije, ne bi se kar nabralo, kjer močno dvomimo, a so smiselne ali dajo pravi učinek. Tako da, torej, javno finančno politiko je treba voditi kot krono ekonomske politike in to na daljši rok. Treba je predvideti posledice ukrepov tudi na daljši rok in morebitne zdrse pravočasno preprečiti. Prej ste že omenili, ne, tudi nekatere druge države, s katerimi se lahko ali pa raje ne primerjamo. A smo Slovenci v očeh Evropske komisije specifična država ali samo ena od teh, ki je problematična? Ker celotna Evropska unija je v tem trenutku, vemo, v hudem krču, v težavah, kar se tiče konkurenčnosti, boja z Ameriko, s Kitajsko, s preostalimi trgi. A nas Evropa gleda kot, ok, to je Slovenija, 2-milijonska država, to je zdaj mehko opozorilo, ali smo dejansko na kakšnem radarju, pa rečejo, če pa se kaj od tega, kar ste zdaj rekli, ne zgodi, pa bo, ne vem, naslednje leto, jeseni prišlo hujše opozorilo ali morda že kaj drugega. Tako bi rekel, Evropska komisija pač dela po svojih postopkih in Slovenije ni uvrstila med tiste, ki potrebujejo dodatni postopek zaradi presežne porabe, zaradi presežnega deficita. Enostavno to se izračuna šele na osnovi realizacije. Prav tako je vprašanje, koliko stroga bo Evropska komisija, glede na to, da največje države, Francija, pa tudi Nemčija, se soočajo s težavami in seveda Francija, Nemčija so pomembne reference in tudi za postavitev kriterijev. Torej, zaenkrat še nismo, ampak evropska stališča oziroma ocena Evropske komisije je seveda pomembna za politiko, pomembna za nas, da kot člani kluba spoštujemo pravila, pomembna je tudi posredno zaradi bonitetnih ocen, ampak ključna za oceno pa ni Evropska komisija, ampak finančni trgi. Ti so tisti, ki z nakupom obveznic potrjujejo državno ekonomsko politiko ali pa ne. Te obveznice so taka zanimiva stvar, ne? Tudi pri ministru za finance smo videli, zdaj smo šli pogledati celo malce na Kitajsko. Kako si lahko to razlagamo? Je to ena izmed pomembnih stvari, vendarle, da razumemo, da svet ni zgolj na zahodu, ampak tudi na vzhodu, ali je drugačen signal tega? Ne, glejte, to je čisto smiselno, ne. Torej, tisto, kar zakladnica, pač si vem, pač že dolga leta prizadeva, ne, od tiste situacije, ko je bilo na vrat na nos potrebno, kjerkoli se je dobilo zadolžiti se po 7% kuponu, ne, je treba pač po dospelosti diverzificirati, torej želimo imeti obveznice kratkih, dolgih ročnosti in tako naprej. Država mora imeti čim več underwriterjev, torej da čim več finančnih institucij je pripravljeno pač svojim klientom ponujati te obveznice, ne, in seveda to narediti na čim več trgih, ne, tako da z tega vidika, ne, dokler ne bi postali odvisni od določenega trga za financiranje, je taka diverzifikacija zgolj dobra, ne, enostavno.
minimizira tveganje, ne, da bi samo en sloj investitorjev začel to prodajati in potem, da bi to vodilo v težave. Ne. Tako da ob vseh teh ugodnih, ne, dogajanjih, ne, je enostavno pametno, ne. Dober gospodar bo poskusil narediti čim več. Ne. In ta opozorila, ne, ki jih tukaj izdaja komisija, pa midva in tako naprej, je treba jemati dobrohotno, ne, ker so dobro mišljena. Ne. Zdaj ne gre za pretiravanje, ne, če doktor Kračun reče, da finančni trgi se lahko obrnejo. Glejte, element, ne, ki se lahko zgodi, ko se bo to dejansko zgodilo, vi ste tudi že sami omenili, ne. Vse te rezultate dosegamo pri praktično polni brezposelnosti. Ne. Torej, izdatki za socialno varnost, ne, so v našem proračunu v zadnjih 5 letih bili edini, ne, ki niso skotkovito rastli kot delež BDP-ja. Ne. In zdaj en analitik, ne, ki bo odločal dati priporočilo, ne, investitorjem kupiti ali prodati, bo enostavno videl naslednje, ne, da povečali so izdatke, povečali so davčno breme, kljub temu ne uspejo konsolidirati deficita, torej deficit se ni zmanjšal, ne, torej počnejo nekaj strukturno, ne, kar je zelo napeto. Ne. Kaj se bo zgodilo, ko pade gospodarska rast, in edina pozitivna stvar, to je nizka stopnja brezposelnosti, izgine iz nabora ugodnih makroekonomskih indikatorjev. Vejo, ne, da takrat po avtomatizmu grejo državni izdatki avtomatsko gor, avtomatsko se poveča deficit, torej prodaj. Ne. To je element, ki se lahko zelo hitro zgodi, ne, in ga ne velja podcenjevati. Ja, morda ob koncu, ker sem rekel, da pogledamo nazaj, pa malce naprej. Ta ekonomska situacija v svetu je bila letos izjemno burna. Ves čas smo spremljali, kako se bo zjutraj prebudil Donald Trump in kako se bo odločil glede carin, pa potem mesec dni kasneje, kakšen je bil dogovor. Na drugi strani imamo Kitajsko, ki je pametno molčala ves čas in se mi zdi, da še novo leto izkoristila za svojo rast, za svoj push svojih izdelkov in tako naprej. Kaj mislite, da se bo z Evropo, na to smo mi zelo navezani, to je naš največji trg, ne, dogajalo v naslednjem letu, leto 2026, ker to vpliva na našo gospodarsko rast? Evropa se je že v marsikateri državi, in tle je treba črpati iz dobrih praks tako imenovanih vodilnih inovatork, države od Belgije gor po zahodno-severnem pasu, že začela prestrukturirati. Ne. Ta trenutek je z vidika inovativnosti, ne, in prehoda na neko novo paradigmo gospodarskega razvoja. Ključni težavi Evrope niso majhne države, niso več PIGS države, ampak sta ključna problema sta Francija in Nemčija. Ti dve državi še nista stopili na korak po poti prestrukturiranja. Nemčija z planom infrastrukturnega investicij bistveno prej ostaja kot največji problematikus, če tako rečem, Francija, dokler se ne izvije iz svoje neugodne politične situacije in strukture parlamenta. Ne. Za slovensko ekonomijo, ne, je res prestrukturiranje, ne, na področju industrije seveda fakt. Ne. Gospodarstveniki na to opozarjajo, Gospodarska zbornica je tudi pripravila nek program idej, na poslovnem klubu ste tudi aktivni na tem področju, ne, oziroma smo aktivni na tem področju. Ne. Mislim, da to, ne, pa mora prepoznati tudi ekonomska politika. Ne. Namreč, ne, ukrep financiranja skrajšanega delovnega časa, ne, ni ukrep financiranja prestrukturiranja, ki mora biti trajno. Ne. Torej je potrebno pozabiti, to je slab ukrep. Ne. Ta ukrep bo zgolj na kratek rok pomenil dodatno javno finančno breme in je treba pripraviti ukrepe, ne, ki bodo to prestrukturiranje omogočilo. In začeti se mora pri davkih. Ne v smeri navzgor, ampak v smeri navzdol. In drugi segment je poslovno okolje. Poslovno okolje in davki so tisti, ki lahko, kar se ekonomske politike, nudijo milje tega prestrukturiranja. A je ravno ta ukrep, ki ga je omenil kolega Masten, tisti v naboru, ko ste rekli, imamo en kup nekih subvencij, kjer bi bilo se vprašati pametno, ali dejansko pomagajo, ali so kratkoročno tolažilna nagrada? Tako bi rekel. Tega, kateri ukrepi so tisti, ki so odveč ali kaj,
ni mogoče tako v enem kratkem razgovoru na pamet. Tudi, denimo, Ministrstvo za finance napovedalo, da bo zdaj v naslednjih dneh napravilo pregled porabe, kar sicer pozitivno, samo tisto expenditure examination, torej preverjanje porabe, je pravzaprav dolgoročen proces in mora stalno biti vgrajen v fiskalno politiko. Vse, kar je odveč ali neučinkovito, mora dati prostor tistemu, kar bo v tistem trenutku dalo največji učinek. In to je tisto, kar pač mora vlada početi, in ne dopuščati, denimo, ne se spuščati v razne kampanje, zdaj proti temu, zdaj za to, ampak mora voditi sistematično, dolgoročno politiko nadzorovanja učinkovitosti porabe. No, tukaj se mi pa vendarle zdi ena zanimivost. Končno imamo finančnega ministra, ki je ves čas miren, ne. Tega v svoji novinarski karieri nisem prav velikokrat videl. Imeli smo take zelo nervozne, take, ki so tudi opustili svoje delo, so popustili pritiskom morda predsednikov vlad ali pa kogarkoli druge v koalicijskih partnerjev, ampak tokratni finančni minister tudi s svojimi nastopi ves čas daje neko to mirnost. To je dobro, ampak ko pa pogledamo številke, si pa res rečemo, ne, to je ta nazor, katerega on pač zagovarja, da lahko gremo tudi do te meje, ker verjame, da je to tisto, kar zagovarja pač ta vlada. Poraba mora biti na račun ljudi, tudi to ves čas govori predsednik vlade, ne, mi ne delamo za kapital, mi ne delamo za vse ostale, ampak zelo slabo poslušajo, ne, to je pa tista druga stran, tisti, ki rečejo, že, ampak mi pa malce dodamo k temu ali pa skoraj da vse, ne, nas pa popolnoma izključite iz tega pogovora. In tukaj pogrešam finančnega ministra, da bi pa vendarle se postavil tudi na stran prihodkov večkrat. Ja, glejte, jaz sem bil skoraj 2 leti v pač strateškem svetu vlade za makroekonomske zadeve, ne, in sem po določenem obdobju pač presodil, da to nima smisla, ker je bil problem ravno tega, ne. Tam nas je pač sedelo veliko, ne, ki smo več ali manj se strinjali in podajali priporočila, ampak posluha pač ni bilo. Zdaj zadovoljstvo, nezadovoljstvo, to je pač vprašanje osebnega stila. Miren človek je načeloma zaželen, ne, ker če pač projicira zaupanje, ne, zaupanje pač nad kontrolo, nad proračunom, na izdatki, nad filozofijo ekonomske politike in tako naprej, ne. Je pa res, da to potem mora biti podprto tudi z, rekel, eksterno konvalidirano, ne. Mnenje Evropske komisije recimo je eno takih, ne, in ne vem, pač danes govorimo o tem, da to mnenje tega zaupanja in mirnosti ne potrjuje v polni meri, no. Morda čisto ob koncu še ena stvar. Zdaj bodo mnogi zelo veseli božičnice, ne, in jaz jim jo tudi vsem privoščim. Ampak ali je takšno ravnanje v takšni situaciji, kjer smo, ko smo na eni strani v dobri kondiciji, na drugi strani pa ne znamo te kondicije prenesti tudi morda v daljšo tekmo, ker finančni proračun in vse ostalo je neka daljša tekma, a je božičnica tam septembra napovedana po neki poroki pametna stvar za javne finance? Ne. Gre za to, kar se tiče podjetij, morajo pač načrtovati svoje obveznosti bolj dolgo naprej. In torej z vidika gospodarstva, ampak vse to podjetniki pravite, o tem govorite, z vidika javnih financ, pa je teh 130 milijonov, ki ga bodo dobili javni uslužbenci, obremenitev, povečanje javnih izdatkov. In to ne samo enkratno, ampak trajno. Torej gre za strukturno poslabšanje javnih financ. In to je to. In potem pride nova vlada in prva stvar, ko pogleda, reče, te božičnice drugo leto ne bo, vsaj ne v javnem sektorju, in imamo takoj politični razkorak. Ena daje, druga jemlje, ne?
Ja, seveda. In mi imamo Če pride ta vlada, tako dolga leta empiričnih dokazov, da se taki, bi rekel, sicer pametni ukrepi nikoli ne izpeljejo. To oziroma, bom rekel, ekonomsko smiselni ukrepi se ne izvajajo, sicer celotno davčno breme pri nas ne bi se bližalo že skoraj 50% bruto domačega proizvoda, ne. Kaj si želita za novo leto oba? Lahko osebno željo, lahko pa tudi javno finančno, glede na to, da danes o tem klepetamo. Mir, varnost, preudarnost, tudi od preudarnost izvoljenih organov, pa tudi osebno imamo kakšne želje, ne. Pa vi? Se pridružujem vsemu navedenemu, pač rekel, dodal bi še, da upam, da bo, pač jaz trdno verjamem in si želim, ne, da bi pač podjetja, gospodarstvo uspevalo v Sloveniji, ne v drugih državah, torej, da bi slovenski podjetniki v Sloveniji videli možnost razvoja in upam, da bo v novem letu predvsem poslovno okolje, začenši z davki, servisom države, gospodarstvu, bilo bistveno bolje oziroma vsaj na poti bistvenega izboljšanja. Hvala lepa obema za pojasnila, kje smo, a smo tam na sredini ali na zgornjem ali na spodnjem robu. Se mi zdi, da je fino, če pogleda in to komentira še kdo drug, predvsem vi, ker to ves čas spremljate zdaj že 9. leto. Hvala lepa tudi vam, da ste prišli in nam nalili morda ne čistega vina, kot si reče, ampak tudi nekaj teh podatkov, ki še malce dodajo tej sliki, kje smo. Hvala, do naslednjice. Mi zdi, da midva bova zagotovo naslednje leto sedela še enkrat, ker zdaj to je že drugo leto, ko govoriva o javnih financah, glede na volitve in na ekonomsko situacijo, pa tudi verjamem, da se še srečamo v tem studiu. Hvala lepa še enkrat. Prosim. Hvala tudi vam. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. To je bil SBC aktualni podcast o javnih financah, ker je prav, da vemo, kaj država z našim denarjem počne in kakšne so napovedi. Hvala, do naslednjič. SBC aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.